Vrstni primeri, kakšni so zdaj občutki? Malo se mi zdi vse skupaj še nerealno, ampak mislim, da je bil odziv zelo dober. Publika je napeto poslušala vseh 1:20 in tudi odziv, aplavz je bil fantastičen. Ekipa zadaj je vsa zelo zadovoljna, teklo je tako, kot mora biti, tako da se veselim še nadaljnjih izvedb. Zagledano na to, da vi pač niste iz Maribora, ampak iz Ljubljane, je bil zato pritisk večji ali manjši, v smislu razbremenitev, itak jutri ne rabite tle nobenemu v oči pogledati, ker pač boste v Ljubljani, a ne? Zagotovo ni bilo nobenega takega pritiska, kot če bi pisala o svojem mestu, ampak sem pa na nekem drugem podzavestnem nivoju pa morda pisala ne to samo za Marpurge, za Mariborčane, ampak morda za Slovence, za slovensko opero in da morda pokažemo, da se sodobna slovenska opera mora in naj bi se v obeh opernih hišah več izvajala. Imate v načrtu še kakšno, vem, da je bila to vaša prva, vas je to zdaj navdahnilo, da bi še več to delali ali mogoče bi zdaj za nekaj časa to pač pospravili in delali druge stvari, ki jih tudi radi počnete, no? Zagotovo sledi leta 2023 že drugi del te opere, tako da bo to potem dolga celovečerna opera, ki bo trajala vsaj 2 uri, 2 uri pa pol. Skratka, nadaljevanje te opere še sledi, ki ga bom napisala. Potem se zdaj pa že pogovarjamo in razmišljamo, predvsem bi rada še sodelovala z Igorjem Bizonom, gospodom, ki je danes tako režiral, kot že napisal libreto in sva že v pogovorih o tematiki in sem bi rada pripravila še kakšen projekt v naslednjih letih. Še to sem se zdaj spomnila, omenjali ste, da to ni opera zdaj samo v Mariboru, se pravi tudi iz Ljubljane lahko pridejo pogledati, ne pa s katerih drugih krajev. Ni zdaj to, rečemo temu lokalpatriotsko, da ne bi tudi kdo drug se mogel najti tule, ne? Ne, opera sicer je nastala po knjižni predlogi Marpurgi, kar se navezuje na mesto in tudi zbor v operi sami predstavlja mesto Maribor, ampak je večna zgodba, je prenosljiva v kakršenkoli čas, v kakršnokoli mesto in se mi zdi, da je za vsakega, ki bi prišel. Videla sem nekaj, da je v sodelovanju z Ljubljana festivalom, ne? A to pomeni, da prihajate tudi v Ljubljano z njo? Opera zaenkrat ne bo šla v Ljubljano, bo pa v okviru slovenskih glasbenih dnevov aprila 2021 ponovno izvedena in takrat bo to v okviru slovenskih glasbenih dnevov, ki so pod okriljem festivala Ljubljana. In to je bilo zagotovljeno že prej, pred premiero, potem je pa korona malo zameštrala štrene. Bi še vi karkoli želeli povedati? Da kdor ima še možnost, naj prosim lepo pride. Mislim, da se splača, je thriller, je ljubezenska zgodba, je neko upanje v boljšo prihodnost. Mislim, da je vredno.